Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Zima je najbolj čaroben letni čas. Čas pričakovanja, radosti in veselja. Čas, ko pričakujemo prvi sneg, hkrati pa najhladnejši čas v letu. Pa ste se kdaj vprašali, kako se na zimo pripravijo živali? No, če vas zanima več o tem, ostanite z nami, saj se bomo prav o tem pogovarjali v današnji oddaji. Z mano v studiu že lepo pozdravljam našega današnjega gosta, gospoda Dušana Klenovška. Lep pozdrav tebi in Mišmaševcem. Živali različno preživijo zimo. Zakaj je zima za njih neugodna? Zakaj je ne morejo preživeti tako, kot jo preživimo ljudje? Spet odvisno strani, katere živali bi lahko gledamo. Za nekatere je ta zima čist nekaj normalno preživijo tako kot jesen ali poletje, se pač prilagodijo, ni problem. Za nekatere živali, govorim te, ki živijo recimo v našem okolju, je pa ta zima res kot trd oreh, da v bistvu sploh ne preživijo, lahko da mnoge vrste odrasli osebki v jeseni propadejo, poginejo, ali pa se tisti, ki živijo več let, se odselijo v prostor, kjer so milejše temperature, to je običajno bolj proti jugu. Torej je res, da se nekatere živali preselijo. Zakaj pa? Ja, recimo, če vzamemo najbolj, ljudje to poznamo pri pticah, lastovka, štorklje so taki simbol ptic selivk. Marsikdo misli, da so nizke temperature glavni razlog, ampak to sploh ni res. Če gremo recimo v Ljubljano živalski vrt, tam štorklja živi celo zimo. Zunaj, v kakšnem ogrevanem prostoru, torej temperatura ni problem, problem je hrana. In predvsem recimo lastovka, zakaj ne bi mogla preživeti pri nas? Lastovka verjetno je tudi mraz bi škodoval, ker je majhna, ampak predvsem lastovka, ker se hrani z letečimi žuželkami, teh po zimi ni, torej ne bi bilo ničesar za pojesti, zato morajo leteti tja, ker žuželke, ki letajo, so v zraku tudi v tem letnem času. Kam torej gredo ptice selivke? Spet odvisno. Recimo tudi kos, ki ga imamo recimo na vrtu, pa mislimo, da imamo celo leto istega kosa. V resnici pa naš kos verjetno v Italiji ali pa celo na Malti. Pri nas je pa mogoče kakšen latvijski ali pa madžarski ali pa nemški kos na našem vrtu. Torej se selijo, eni bolj vandrejo, ne potujejo vedno na isto lokacijo. Recimo ravno sedaj se ugotavlja, da nekaj štorkelj v Sloveniji ostaja vsako leto. 10-15 štorkelj ostaja v Sloveniji, ker ta selitev je zelo naporna, pa zelo tvegana. Ne veš, kaj te tam čaka, pa že sama pot. In v bistvu se pri štorkljah zdaj, ker so snega ni, torej na nezasneženih poljih lahko štorklja še vedno celo zimo lovi miške, rovke, voluharje. In nekatere kalkulirajo in so ocenile, da je manjše tveganje, če ostanejo, kot pa če odletijo. In tako imamo v bistvu na leto 15 štorkelj že v Sloveniji prezimi. Ne gre več, recimo nekatere grejo v Španijo, nekatere grejo pa na afriško celino. Vse tja do Južne Afrike lahko. Pa obstaja tudi kakšna druga vrsta ptic, ki lahko celo leto ostane na istem kraju, tudi če bi bila mrzla zima? Ja, seveda, že če vzamemo recimo pri pticah, če ostane recimo velika sinica, ki jo zelo poznamo, po zimi sicer jo videvamo, še posebej tisti, ki nastavijo kakšno krmilnico s sončničnimi semeni ali pa alojevo pogačo. Recimo siničko, čeprav je žužkojeda vrsta in semenojeda, ostane celo leto, ker je tudi po zimi, razen če ne bi prišlo res do debele snežne odeje, pa recimo, da te semena v gozdu raznih steblik in gozdnih dreves ne bi obrodila, torej če bi bilo pomanjkanje hrane, potem se tudi te ptice pomakne proti jugu, ampak ne točno na določeno destinacijo, če vmes naletijo nekje, kjer je klima okej in tudi hrana, ostanejo že tam. Prej so omenila štorklje, ki so sicer razen teh izjem znane kot ptice popotnice. Katere so še druge znane v Sloveniji? Ja, recimo lastovka, tako kmečka kot mestna lastovka, sta tudi že v pesmih, jih imamo leti lastovka, tak simbol. Seveda imamo pa tudi mi lahko pri nas naletimo na ptico, ki k nam pride prezimovati. Recimo ena taka je pinoža, to je sorodnik ščinkovca, naše najbolj pogoste gozdne vrste ptice.
ki pri nas zelo redko da gnezdi, nekje v visokih hribih, nekaj 10 parov mogoče v Sloveniji, ampak je pa recimo v Skandinaviji on poleti gnezdi v gozdovih in pride k nam. Če pri nas potem zapade veliko snega, so nizke temperature, odleti še naprej. V zimi, ko je pa recimo v jeseni v gozdu bogato obrodila recimo bukev pa hrast, torej žira želoda ogromno, pa snega ni, potem ostanejo pri nas. Lahko celo v milijonskih jatah in to smo že imeli recimo leta 2004, smo tam na planina pri Sevnici, so približno 5 milijonov Pinoš vsak večer prihajalo prenočevati na isto lokacijo. To so hodili ljudje, verjetno kak Miš Mašec mlajši, ne, ampak malo starejši pa. Iz cele Slovenije, celo iz Francije, Madžarske so hodili ljudje gledati te jate, teh milijonov Pinoš, ki so zvečer priletele prenočevati in zjutraj odletele spet se razpršile po Sloveniji, kjer so potem po gozdovih ločeno nabirale semena, predvsem žir. Ali pa recimo na poljih, sedaj po Sloveniji lahko vidimo eno tako črno-belo ptico, velikega srakoperja. Tudi ta je živel bolj severno, pri nas prezimuje. In bo ostal celo zimo pri nas, če ne bo preveč snega, ker potem pa do mišk ne more več. Ko je konec zime, pa se torej vrnejo nazaj? Se vrnejo nazaj, ja. Po zimi skoraj da ne vidimo žuželk. Kam se skrijejo, na primer, metulji? Metulji, pa tudi nasplošno sicer žuželke, večina odraslih osebkov v jeseni propade, konča. Ne živijo, večina žuželk ni večletnih v odraslem stanju. Torej, večina žuželk preživi v stanju ali ličinke, ali pa bube, ali pa gosenice, ne pa kot odrasle. Recimo tudi tisti metulji potem, ki jih spomladi prve vidimo, ne, tiste, recimo, vsi mislimo, da vidimo metuljčka cekinčka, ne, celo pesmica o tem govori. Tiste rumen metuljček, ne, pravilno se sicer mora reči citronček, ampak nič za to. Ampak on v bistvu je pa eden redkih metuljev, ki zimo preživi kot odrasel. Ne. In vsi ti prvi spomladanski metulji so bili tudi zadnji jesenski in so potem se zavlekli v kakšno špranjo, kakšno manjšo recimo skalno razpoko, kjer ne zmrzuje, kjer je v bistvu hiberniral, torej nekako zimsko spanje, na ta način dočaka ugodne spomladanske razmere, ko začuti, da je temperatura nekaj dni nad 0 stopinjami, da je sončno, potem mu izkušnje povedo, ki jih ima že v genetiki zapisane, ne, da je verjetno že zvončki pa trobentice cvetijo in takrat pride ven. Ne. Ampak sicer večina žuželk pa zimo preživi v obliki jajčeca. Kaj pa pikapolonice? Ali preživijo na podoben način kot ti metulji? Ja, pri pikapolonicah nam je pa odgovor zelo mnogim dala ena vrsta pikapolonice, ki je prišla v naše kraje iz Azije, harlekinska pikapolonica, ki se je sedaj 14 let nazaj pojavila tudi v Sloveniji. Namreč ta pikapolonica se je blazno razmnožila, tudi na račun naših, ki jih celo gosenice in jajčeca, ličinke in jajčeca naših domorodnih pikapolonic poje. Namreč v jeseni so potem ljudje začeli že par let potem, ko smo prvo harlekinko opazili v Sloveniji. V jeseni topel dan, brez vetra, smo dobili, recimo, prideš iz službe ali pa iz šole, recimo na fasadi hiše, lahko tudi 100 000 pikapolonic. Če si vrata odprl, da bo šel v hišo, je vstopilo še približno 1000 pikapolonic in seveda malce nerodno, če imaš potem par tisoč pikapolonic doma, ker v bistvu one iščejo nek suh prostor, kjer ne bo nizke temperature, da bi tam na pol utrple preživele ali pa povsem utrple zimo. Seveda v našem domu so kar visoke temperature, ker ogrevamo, ni 2-3 stopinji, ne, in so potem seveda aktivne in potem nam lezejo po stanovanju, ne, še posebej, če pridejo. Potem pa, ko recimo ti odpreš predal, kjer imaš spodnje perilo ali pa srajco in ko zagrabiš recimo majčko, s pikapolonca ustraši in ko se prestraši, se brani se pa z izločkom drobne kapljice strupene snovine in to pade recimo na tvojo čisto zlikano oprano majčko in je samo
neuporabna, moraš da zopet prati, ne, in zato v bistvu se ne želimo. Nekaj podobnega je potem tudi s stenicami, ne, smrdljivci. Torej, pikapolonce preživijo večinoma odrasle. Tako kot ste rekli, so še ena takšna nezaželena žuželka smrdljivci, torej z njimi enako kot s pikapolonicami, ki ste jih zdaj omenili. Ja, smrdljivci, to je v bistvu tako pogovorno ime, ne, to so v bistvu rastlinske stenice, jih je cela paleta. Tudi te mnoge vrste preživijo zimo v odraslem stanju in jih v bistvu že v jesen videvamo na fasadah stavb, ko iščejo, kje bi kakšno razpoko našle, ne, seveda današnje stavbe so vse tiste urejene, nimajo razpok in potem pa, če je kakšna možnost pri vratih ali pri odprtem oknu, smuknejo stanovanje in iščejo kak skrit kotiček, ne. Recimo, to je v kakšni omari med perilom je za njih idealno, seveda potem pa, ko mi to perilo premikamo, se na enak način brani kot pikapolonca z izločenjem te smrdljive tekočine, ki se v bistvu pozna kot majhna pikce, packa, ne, in seveda potem nam gredo lasje po koncih zaradi tega, ne, v bistvu zaradi tega jih ne maramo, ne. Na hitro še komarji, muhe, ose, sršeni, čebele preživijo zimo ali ne? Pri čebelah, če imamo medonosno, ta čebela zimo preživi, sicer se družina zmanjša, ampak še vseeno in celo nimajo zimskega spanja, torej so aktivne in one v bistvu so celo, da si vzdržujejo primerno temperaturo v panju, celo z utripanjem s krili ustvarjajo, v bistvu segrevajo panj, zato da ne bi pomrznila, ne. Zato pa seveda rabijo hrano, ki jo pa ne more iti nabirati. Zato si v jesen vsak čebelar ve, da ne sme čebelam vzeti vse hrane, ki sicer bodo preko zimo potem poginile, ne. Oziroma, če je bila slaba letina, ne, potem celo čebelam da hrano, da lahko potem zime preživijo, ne. Druge vrste, tako imenovane divje čebele, pa zimo ne preživijo v odraslem, temveč njihove bube preživijo, ali pa običajno bube, ne. Isto pri komarjih preživijo lahko odrasli komarji, včasih se nam zgodi, da zaidejo tudi naša stanovanja, ne. Tam v jeseni, ne, se potem jih mi počasi spravimo stran, ampak že v jeseni se zgodi, da včasih tudi komarji pride in potem ti luč ugasneš, pa začne brenčati okrog tvoje glave, ne. Ampak večina žuželk, pa res odrasli, na zimo končajo svoje življenje, ne. In v bistvu jajčec ali pa ličinke pa pričakajo potem zopet toplejši del naslednjega leta, da se zažene naokrog. Tako, toliko o žuželkah, zdaj pa je čas za kratek glasbeni predah. Rekla mi je, da si želi, ampak ne more. Sanje so luč, ki ne razkrivajo poti. Tavala je vsa zaslepljena od svetlobe, iskala senco, da spočije si oči. Saj jim na zemlji nič ne manjka, a še bi sanjala zaspanka. Vedno sanjala je zvezde skozi svoj daljnogled, skozi solze v očeh je uživala razgled. Bil je blizu, bil je daleč, bil je nič in vse, njen zamegljeni daljnogled.
si sanjala zaspanka. Vedno sanjala je zvezde skozi svoj daljnogled, skozi solze v očeh je uživala razgled. Bil je blizu, bil je daleč, bil je nič in vse. In zamegljeni daljnogled. Smo že nazaj. Prej sva povedala, kako zimo preživijo ptice in žuželke, zdaj pa me zanima, kako zimo preživijo polži. Polži. Spet, polži svet imamo različne, ne? S tem bomo mislili najprej na kopenske polže. Ne? Tisti v vodi nimajo kakšnih posebnih težav, temperatura vode ni tako zelo spremenljiva kot temperatura na kopnem. Torej, kopenski polži, tistih, ki jih maramo ali ne maramo, predvsem na vrtu, ne, se zavlečejo v zemljo in v bistvu tam nekaj, lahko 10 ali pa več centimetrov v zemljo, lahko tudi včasih recimo kak kompost, kjer v bistvu tudi sredi najhujše zime ostaja temperatura nad 0 stopinjami in v bistvu tam hibernirajo, torej upočasnijo življenjske procese in na ta način pričakajo toplejše dele leta, kjer bodo zopet prilezli ven, ko bodo ugodne razmere. To so torej tisti brez hišic? Ja. Podobno velja pa isto za ta večje polže, recimo velikega vrtnega polža. Ne. Zavlečejo se nekam, recimo že v gozdu je to že na plast listja, pa malo med mah, tam temperatura ne bo običajno padla pod 0 stopinj. Ne. Kako pa zimo preživijo plazivci in dvoživke? Najprej, katere živali sploh uvrščamo med plazivce in dvoživke? Ja, plazivci, ki se plazijo, ne, čeprav eni tudi odlično tečejo. Plazivci so predvsem pri nas kače, kuščari, pa še želve imamo, ne, krokodilo, ki sreče pri nas ni. Medtem, ko so dvoživke, so ene, delimo jih na tiste, ki imajo rep, pa nimajo rep. Ne. Tiste brez repa so predvsem žabe, krastače, urhi, rega, tisti z repom je pa recimo močerat najbolj znan, pa recimo malo manj mišmašico pozna pupke. Ne. Človeška ribica, ki je tudi spada med njih, ta pa nima teh problemov, ker ona pa živi v podzemskih vodah, tam je pa temperatura tako rekoč celo leto zelo podobna in jo ne zanima poletje ali pa zima, nima težav, kar se tega tiče. Ne. Torej, to so v bistvu za vse te organizme pa značilno, da nimajo stalno telesno temperaturo, ampak je odvisno od okolja. In po zimi bi njihova telesna temperatura padla pod 0, torej se ne bi mogli premikati, bi poginili, ne, in v bistvu predtem se mora v jesen, predno temperature padajo, se vse te, tako plazivci kot dvoživke, zavlečejo nekam recimo v kakšne jame, v kakšne špranje, nekatere žabe tudi samo v blato, na dno ribnika, in v bistvu tam otrple, temperatura jim pade, zelo se počasni presnova in na ta način navidezno mrtve dočakajo pomlad, ko zopet, ko zmrzal popusti, ne, začutijo, da prihaja tekoča voda do njih, temperatura prsti, v kateri so, se zviša in takrat one dvignejo metabolizem, da se dvigne telesna temperatura in pridejo ven. Ko nekdo trdno spi, rečemo, da spi kot polh. Je to povezano z njihovim zimskim spanjem? Ja. Verjetno so naši ta pregovor nastal, ker ko so Slovenci smo tudi znani, ne samo celo v evropskem merilu po tem polharjanju, ne, torej polh kar dobro poznamo, ne, in torej, če po zimi naletiš na polha, ki spi, ne, je v bistvu zgleda res kot mrtev, ne, in zato ta pregovor, če res nekdo tako spi, da ga ne moreš zbuditi, da spi kot polh. Ne. Seveda, ker on ne spi, ne, ampak je to v bistvu hibernacija nekaj drugega, ker v bistvu zniža telesno temperaturo na tam 4-5 stopinj, srčnih utripov na minuto ima mogoče par, ne, niti 10, ne, zato da porabi čim manj energije, sicer polh se v jeseni zredi, tista maščoba potem počasi se celo zimo skuri, ne, uporabi to maščobo, da vzdržuje tisto ostanke življenja, ne, minimalna oblika življenja, da preživi do neugoden čas, da potem spomlad mora še imeti dovolj te zaloge, da se prebudi, ker če vso maščobo že tekom zime porabi, spomlad nima več maščobe, da bi dvignil telesno temperaturo, se ne bo nikoli več zbudil. Ne.
Torej lahko zaradi te maščobe, če ima dovolj, preživi celo zimo brez hrane. Seveda, ne. Problem je, če recimo v jeseni ni veliko žira ali pa želoda, njegove poglavitne hrane, potem ni dovolj debel, ne, šel spat in se lahko zgodi, če je zima še dolga, ko bo on ima zaloge do januarja, do sredine marca je pa sneg, pomeni, da se ne bo zbudil več. Ne, Kako dolgo polhi sploh spijo? Ja, v bistvu od oktobra, novembra, odvisno od temperatur, ne, gredo spat in potem v bistvu tam marca, ko je temperatura že tako, da v bistvu se pojavi tudi zelena hrana, potem, da lahko imajo kaj za pojesti spomladi, od cvetov in podobne stvari. Ne. Ker če se zbudi februarja, da bi se recimo 5 toplih dni februarja, potem pa mraz, ne bi imel kaj jesti takrat. Ne. Če ne bi šel spet spat, ne, ampak če ne bi bilo več maščobe, to ne bi bilo več zimsko spanje, ampak bi bila smrt. Pa podobno kot polhi preživijo zimo tudi ježi? Tudi jež, ja. S tem jež tudi, medtem ko recimo kakšne druge živali, recimo, ali pa recimo še en kup takih živali bi lahko naštel, ne. Nekatere pa imajo ta spanec malo drugačen, da ne spijo celo zimo, ker nimajo takšnih zalog hrane. Kako preživijo zimo netopirji? Netopirji, ne, če jih ima kak miš-mašec doma na podstrešju, potem je verjetno gotovo, da v jeseni netopirji odletijo. Ne. Na podstrešjih ne preživljajo zimo, torej netopirji imajo tekom leta 2 bivališči, poletno, kjer se zbirajo kot samice, ki kotijo mladiče, in zimsko, kjer potem lahko tudi zelo daleč, ne, tudi med netopirji imamo netopirje selivce, ne. Nekateri netopirji z našega podstrešja lahko letijo mogoče par kilometrov stran v kakšno jamo, pa tam prezimijo. Poznamo pa netopirje, ki lahko tudi 500 kilometrov letijo, torej kot lastovke ali štorklje, ne. Tudi netopirji so takšni. Torej, netopirji zopet v jami poiščejo točno določeno lokacijo s pravo vlažnostjo in temperaturo. V jamah se razmere ne spreminjajo, ne gre v kakšno mehko, prepihno. In v bistvu tam zopet spustijo telesno temperaturo, srčni utrip se zmanjša. V bistvu netopirji niso tako rejeni kot kakšen polh, ne, imajo zelo malo te zaloge. In zato je zelo pomembno, da miš-mašovci ne hodimo recimo po zimi v jame, kjer spijo, ne, netopirji, ker ko mi stopimo v jamo, gremo z baterijami, s svetilkami, jih obsvetimo in to v netopirju spodbudi postopek prebujanja, ker so straši, treba bo bežati, nekdo je prišel. Ne. On ne ve, da smo mi zaradi firpca noter, misli, da ga bo pojedel. Ne. In v bistvu on zažene mašinerijo, bi rekli, ne, torej pospeši krvni obtok, da se dvigne temperatura, zato porabi določeno hrano. In seveda, mi smo ga pogledali, mogoče še slikali, šli iz jame domov, ne, in on ugotovi, da je bil lažen alarm in spet recimo zato, da se je pa on prebudil, ne, je porabil zalog hrane za 14 dni. Wow. Lahko se zgodi, da mu bo teh 14 dni na koncu zmanjkalo, ne, in bo pred koncem zime mu zmanjkalo hrane, pomeni, smo s tem povzročili smrt netopirja. Ne. Zato je zelo pametno oziroma potrebno paziti, da po zimi, če gremo v neko jamo podzemno, ne, da ne hodimo v tiste jame, kjer spijo netopirji. Ne. Kako pa ravnamo z netopirji, če jih imamo na podstrešju, se jih moramo bati? Ja, to sam sem doživel pred leti. Ena družina na svojem podstrešju so imeli netopirje, tako jih je bilo strah netopirjev, da na lastno podstrešje niso upali stopiti. Ne. Potem so jaz in kolega šla tja in ko sva si šla pogledati te netopirje, jaz sem videl grozo v njihovih očeh. Strah jih je bilo, da se ne bova vrnila. Ne. Torej, ta prijatelj se je potem še malo zafrkaval, daj vam malo kakšne krike spuščati, ne, jaz rekel, ne, ker oni že tako so sedaj v smrtnem strahu za naju. Ne.
V bistvu vse zaradi vseh teh vraž, ki spremljajo netopirje, ne, katerih ni ničesar resničnega. Torej netopiri na podstrešju so poleti in so to samice, ki tam zaredijo mladiče. Zdaj, mi lahko zlahka hodimo na podstrešje, ker so navajene. Vedo, da mi hodimo na podstrešje. Ne. Ni pa pametno, če bomo pa takrat recimo novo ostrešje delali. Ne. Ker potem, ne. Ali pa recimo, da bi sedaj pa ne maramo več netopirjev, pa bomo sedaj, vidimo tam skozi tisto špranje, pa okno ven letijo, potem preko dneva zabijamo to okno, ne, da pa ne bojo. V bistvu potem zvečer ne morejo ven odleteti, sem že doživel, da so od lakote poginili, ker niso mogli ven potem na večerni lov. Ne. Torej, če imamo netopirje, pa jih ne želimo več imeti, ne, potem počakamo do jeseni, bodo tako odleteli, potem pa do naslednje pomladi tiste špranje, luknje, okna, line, skozi katere so priletavali, zadelamo in naslednje leto jih ne bo več. Ne. Tako preden izvemo, kako zimo preživijo medvedi, jeleni, srne, volkovi, lisice in podobne živali, pa si privoščimo malo glasbe. Je okrog, spet romantika, to je najin čas, zvezde svetijo z neba. Rad bi ti povedal, da si še bolj moja, da zavedno s tabo bom delil srce. Greva na lučke, lučke, da zasvetijo se ti učke, učke, peljem te na lučke, lučke, greva sami dva. Držal te bom za roke, roke, ti zamigala boš boke, boke, spet zaljubil se bom vate, ljubica. Ker si z mano, res mi je lepo, pod zvezdami sva sama, naj vsako leto bo tako. Greva na lučke, lučke, da zasvetijo se ti učke, učke, peljem te na lučke, lučke, greva sami dva. Držal te bom za roke, roke, ti zamigala boš boke, boke, spet zaljubil se bom vate, ljubica. Zasvetijo se ti učke, učke, peljem te na lučke, lučke, greva sami dva. Držal te bom za roke, roke, ti zamigala boš boke, boke, spet zaljubil se bom vate, ljubica, ljubica. V današnji oddaji spoznavamo, kako različne živali preživijo zimo. Medvedi. Vsi mislimo, da zimo prespijo, pa vendar to ni res, kaj ne? Ja, medvedi niso tako kot polhi, ne. Sicer se jeseni zredijo, ne, pridobijo nekaj na maščobi, da potem v bistvu spomladi so pa precej bolj šlank, ne, kar se tega tiče. Ampak vseeno, te maščobe ni dovolj za preživetje medveda skozi celo zimo, zato medved v bistvu on drema, ne, spi približno tako kot mi, se zbudi, pride tudi svoje, običajno to je neka jama, ne, pride ven, ne, in seveda tudi kaj poje. Ne. Torej,
Pred leti sem tako dobil od enega lovca recimo posnetke, kako je poslikal v sveže zapadlem snegu sledi divjega prašiča in potem z druge strani so bile pa sledi medveda, ki sta se očitno srečala in v bistvu po par 10 metrih ga je ujel in potem je tam tudi odkril še ostanke medvedove pojedine. Torej, medveda po zimi lahko srečamo, ne, je pa manj verjetno kot poleti. Ne. Večinoma pa res predremlje nekje v brlogu. Katere živali pa še preživijo zimo podobno kot medvedi? Ja, v bistvu živali, vse živali po zimi so veliko manj aktivne. Ne. Vse. Ker v bistvu, če se gibljajo in so nekje recimo v nekem bolj mirnem, manj mrzlem območju, recimo v kakšni jami ali kje, ali celo v snegu si naredi eno kotanje, pa leži, počivajo, da porabijo čim manj energije. Ne. Ker v bistvu vso energijo, ki jo porabijo, zato mora potem toliko več pojesti. Ne. In hrano iskati po zimi je težko. Za lovca, ne, recimo za volka je težko, ker mora v snegu jeti srno, je težje kot če ni snega, ali pa za srno, ki mora nekje pod snegom sedaj dobiti tisto hrano, ki je recimo sneg prekrije, ne, in mora po tem snegu celo hoditi, ne, ker je težje spet. Torej, težje je priti do hrane, zato je prek zime so zelo, zelo varčne živali, da čim manj energije porabijo, torej čim manj hrane, ker je to do hrane težko priti po zimi. Torej tudi srne in jeleni po zimi dremajo? Ja, čim več, ne skače tako kot poleti, ne, ko je hrane izobiljo, ampak v bistvu čim bolj počivajo na kakšnih mirnih. Ne. V bistvu, recimo, zato je zelo neprijetno za te živali, recimo turno smučanje, ne, ker mi si želimo smučati tam, kjer ni nobenega, ne, da imamo mir, da si napolnimo baterije, da se naužijemo narave, ne, in nočemo soseda srečati, pa ne vem koga, ne, prijatelje službe, pa sošolca, ampak seveda, in sedaj mi švignemo mimo enega drevesa, recimo pod krošnjo, pa tam recimo 2 srni počivata, ne, in seveda se prestrašita, ne, in sedaj bežita 500 metrov, skačeta po recimo pol metra globokem snegu, zato porabita ogromno energije. In to energijo morate nadoknaditi, morate pojesti toliko kilogramov trave, do katere pa zelo težko prideti. Ne. Z veliko zimskimi aktivnostmi lahko torej preplašimo živali? Ja, zato v bistvu tudi recimo, ne, če hodimo po brezpotih, predvsem v zimskem času naredimo lahko toliko večjo škodo kot recimo poleti, ko te živali, ki bodo ravno tako, jih bomo prestrašili, pa bojo pobegnile, porabile energijo, ampak po letnem času lažje nadoknadijo, lažje pridejo do hrane. Ne. Po zimi pa težko, pa še bolj nevarno je, ne, ker če srna zdaj hodi okrog, pa išče travo, je večja verjetnost, da jo bo tudi volk opazil. Ne. Kako pa volki preživijo zimo? Ja, volkovi, ne, spet, čim manj, čim bolj racionalno se obnašajo, ne, ampak volkovi ponavadi živijo v tropih, torej saj nekaj volkov skupaj, redkeje, da so posamezni, tisti težje preživi, ker je sam, ne, v bistvu, če pa več volkov skupaj, pa živijo, lovijo tako, kot grejo lovci na jago, ne, torej eni so nekje v zasedi, drugi pa skušajo pregnati recimo srno v tisto smer, kjer čakajo kolegi, ne, v bistvu tak skupinski lov uporabljajo, ne, da lažje recimo srno ujamejo ali pa kaj drugega. Ne. Danes sva že nekaj povedala o telesni temperaturi. Se sesavcem po zimi spremeni? Ne, sesavci imamo več stalno temperaturo, ne. Zdaj, pri različnih sesavcih je kakšno stopinjo različno, ampak nekako tako, kot imamo mi. Ne. Sami vemo, če naša temperatura pade na 38, imamo že probleme, ne, smo bolani, nas morajo mamice ujčkati, ne, da pridemo k sebi. Če nam pade pa na 34, smo pa spet v smrtni nevarnosti zaradi podhladitve. Isto velja za srno, za katerega koli sesavca. Ne. Srne pa tudi druge živali lahko velikokrat vidimo ob kakšni cesti, ko se vozimo z avtom in nažalost beležimo tudi veliko prometnih nesreč. Zakaj pa se živali ne umaknejo, ko vidijo luči od avta? Ja, predvsem na tistih cestah, kjer ni toliko prometa, ne, tam, kjer stalno vozijo avtomobili, te se tudi živali ne upajo, ker vedo, da je to nevarno. Ne. Ker to so za njih le neke pošasti in čisto pravičeno. Ne. Recimo, če pa ena cesta skozi gozd, kjer je recimo na celo noč
3-4 avtomobili pripeljajo ali pa tudi to. Ne. Hkrati je pa na cesti večja vidljivost. Ne. Poleg tega ob cesti, ko vozimo ljudje, se tudi recimo kakšni iz drevesa, ko pade, kak žir, želod, ki raste ob cesti, ko pade na cestno površino, je opazno, to je hrana. Medtem, ko če pade tam na gozdna tla, med suho listje, ga težje opaziš. Torej, privabi male miške tja, pa voluharje, rovke, to privabi potem k cesti tudi sove, ki jih lovijo, ali pa lisico, ali pa podlasico. Torej, cesta so gozdne živali, se kmalu navadijo, da je tam lažje priti do hrane. Ne. Boljš vidiš. Miška vidi lažje hrano, pa potem tudi lisička vidi lažje miško na asfaltni ali pa makadamski cesti, kot jo vidi med 10 cm debelo plastjo lista. In ne more pobegati, ne, tako kot se hitro med listje skrije. Ne. Zato so v bistvu te gozdne prometnice kar obiskane in seveda ona je zdaj tam vsaka žival zatopljena z iskanjem hrane in sedaj niti ne sliši avto, ker nismo kot traktori glasni. Ne. In v bistvu še nekaj je, ne, te nočne živali vidijo, imajo zelo dober ali pa soliden nočni vid in seveda one so navajene tisti trenutek na temno noč in potem naenkrat jih z žarometi obsvetijo, ne, in jih zaslepijo dovolj za nekaj trenutkov. Ne. On ve, da mora bežati, ne ve pa kam bežati, ker ničesar ne vidi. Ne. In zelo verjetno je, da 10-15% je, da bo bežal ravno pod kolesa namesto stran, ker ne ve kam. Ne. Lahko 10krat mu uspe, 11 bo pa ravno takrat bo pa v avto šel. Ne. In to velja za miško ali pa za lisico ali pa za sovo, ki je cesta. Zjutraj greš ob taki cesti, se lahko zelo pogosto zgodi, da najdeš tam mrtvo ali pa močno poškodovano, recimo sovo ali pa lisico ali pa miško. Ne. Torej bi lahko rekli, da se morajo nekatere živali za preživetje po zimi kar boriti? Ja, definitivno je zima veliko težji del, najtežji del njihovega enoletnega življenja v enem letu, ne, ker v bistvu takrat je večinoma hrane manj, pa še težje priti do nje. Ne. Najlepša hvala za vse informacije in današnji obisk v studiu. Hvala tebi. Mišmaševci, danes smo spoznali, kako različne živali preživijo zimo. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri. Zima je in zebe me, ko gledam v nebo. Vem, da v temi iste zvezde nate sijejo. In sprašujem se, ali jih gledaš tudi ti. V snegu iščem tvojo slik, a tebe ni. Kje si z mislimi? Upam, da za Božjo spet se srečava, pod snežinkami se znova najdeva. Če lahko srce si nekaj zaželi, moje boš darilo ti. Upam, da za Božjo spet se srečava in podirko znova se poljubiva. Če to leto eno stvar lahko dobim, jaz se tebe si želim. Zima je in zebe me, ko gledam v nebo. Vem, da iste zvezde tam visoko zate so. Kdo jih zdaj prešteva, ko ti padejo v oči? Kdo zdaj greje ti dlani in kdo noči? S tabo bedi. Da za Božjo spet se srečava, pod snežinkami se znova najdeva. Če lahko srce si nekaj zaželi, moje boš darilo ti. Upam, da za Božjo spet se srečava in po dirko znova se poljubiva. Če to leto eno stvar lahko dobim, jaz le tebe si želim. Še vedno mislim na te in vsak dan mi je žal.
čas obstal. Upam, da za božič spet se srečava, pod snežinkami se znova najdeva. Če lahko srce si nekaj zaželi, moje boš darilo ti. Upam, da za božič spet se srečava in podjetno znova se poljubiva. Če to leto eno stvar lahko dobim, jaz na tebe si želim. Če to leto eno stvar lahko dobim, jaz na tebe si želim.